No, jaz sem prepričan, da seveda takšne velike sončne elektrarne, hidroelektrarne in pa vse te pomembni objekti nizkoogljični so ključnega pomena za dolgoročno samooskrbo Slovenije v energetskem vidiku. Je pa res, da je to nekakšen, bi rekli, lahko pionirski projekt, še posebej lokalne skupnosti skrbi, kajti lokalne skupnosti smo pomembni, ki odstopamo prostor, po drugi strani pa ni pri sončnih elektrarnih rešeno, tako kot je pri hidroelektrarni, termoelektrarni, nuklearkam in praktično občine nimamo nobenega neposrednega benefita od tega. Vemo, da tudi zakonom o energetiki ne plačuje stavbni zemljišč in podobno, zato smo že na nivoju skupnosti slovenskih občin razpravljali o tem, da bi moralo biti tudi to področje zakonsko urejeno, kjer bi pomenilo, da bojo lokalne skupnosti dobivali določena nadomestila ali koncesijo ali en del energije se je odstopilo kot samooskrbna, kar pomeni seveda, da bi lahko predvsem naši javni zavodi, vrtce, krajevne skupnosti in pa ostali dobivali energijo po nekih nabavnih cenah bolj ekonomsko in bi s tem seveda spodbujali lokalne skupnosti, da bi bile bolj motivirane za umestitev strateško pomembnih objektov.